Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Tretji petek je in seveda čas za našo oddajo Do zdravja oziroma o zdravju s Alenko. Lepo pozdravljeni, gospa doktor, upam, da ste v redu. Smo, hvala, sem zdrava. No, če kaj se pogovarjamo o teh dneh, o teh časih, samo o koroni in najbrž je to prvo vprašanje, ki ga postavimo vsakomu. Recimo, ko pride človek k vam v ambulanto, morda zaradi česa drugega, ne ravno zaradi korone, kaj ga pravzaprav najprej vprašate v tem času? Kljub temu, čeprav vsi izpolnijo zunaj vprašalnik, z vsemi temi vprašanji, še vedno vsakega posebej vprašamo, ali je zdrav, ali ima kakšne take težave, kdo izmed njegovih naokrog. Ker moram reči, da se nam kar pogosto zgodi, da ljudje kar zamolčijo kakšno stvar in jo potem povejo šele, ko so noter, in to seveda predstavlja lahko za nas kar veliko težavo. Smo že imeli paciente, ki so prišli, povedali šele znotraj ambulante, da so dejansko bolni in so bili kasneje pozitivni. To pomeni za nas vse, da je treba vse razkuževati, razpliniti. Tudi osebje se lahko ob tem okuži. Tako da, ja. Je to tudi prvo vprašanje, kak ste? Kontejner, imate postavljeni, verjetno so to že več ali manj vsi videli. Vsi tisti, ki torej kažejo kakršnekoli znake oziroma imajo kakšne simptome, jih najbrž povabite tja oziroma napotite. Vsi tisti, ki pokličejo, ali pa tu pa tam tudi kdo sam pride na naša vrata, se ga potem preusmeri na točno določeno uro v kontejner, kjer ga potem pregledamo, seveda v popolni opremi, tako kot je treba. Zdi se pa, da glede na zadnjo odredbo, ki jo je poslal minister včeraj, da bomo verjetno začeli tudi jemati vse brise tukaj, tako da to bo postalo kar frekventna stvar. In že naprej prosim najine gledalce za malo potrpežljivosti, ker bo verjetno frekvenca kar velika. Govori se o hitrih testih, ki se jih nekateri poslužujejo. Kako zanesljivi so oziroma kakšna je razlika med temi hitrimi testi in tistimi pravimi? PCR testi. Hitre teste smo uporabljali tudi mi in jih bomo še uporabljali, s tem, da so pošli. Jih ni mogoče trenutno nabaviti nikjer, jih pa čakamo, da jih dobimo. Zanesljivost teh hitrih testov je kar v redu, ampak bolj, če je hitri test pozitiven, potem je dejansko tudi tisti pravi test bo pozitiven v 100%. Če pa je ta test negativen, pa še to ne pomeni, da oseba ni pozitivna, tako da je to tako bolj ena orientacija. Z njimi res potrdimo pozitivne osebe, medtem ko pozitiven izvid nam res potrdi pozitivno osebo, negativen pa ni čisto točen, tako da je bolj za eno orientacijo. Koliko ljudi se je recimo v zadnjem času oglasilo v ambulanti, ki so dejansko imeli simptome? Verjetno vodite evidenco v to smer? Ne, točne evidence po številu niti ne vodim, ampak tako čez palec lahko rečem, da vsak dan okrog 100 ljudi. 100 ljudi torej, ki kažejo znake, simptome torej? Ja. No, to je pa vi ste me vprašali, ki se oglasijo. To so takšni, ki se oglasijo večinoma po telefonu. Res moram pohvaliti naše občane, se držijo tega priporočila. Zdaj, če je nekdo v družini že bolan in že znano pozitiven, potem te osebe niti ne pošiljamo na testiranje, ker vemo, da je verjetnost, da je to. Bil je tudi en vmesni čas, ko sploh nismo testirali mlajših, takih tam do 65. leta. Takrat smo jih spustili kar en veliki del, pa vemo, da so bili pozitivni in smo jih vodili kot pozitivne. Naredili smo par štih prób in so bile vsi pozitivni. Tako da moram reči, da je v našem okolju trenutno zelo veliko aktivno okuženih oseb. Zdaj uradna številka, mislim, da je okrog 120 nekje trenutno aktivnih v občini Ormož, ampak to morate pomnožiti verjetno za 3-4, pa to so samo ti, ki so simptomatski. Torej ti, ki imajo dejansko težave. Vedeti pa moramo, da ima težave nekje okrog 30% okuženih. In če se to predstavljamo, da je nekje teh, rečemo, 300-400 so okuženi in predstavlja 30%, koliko jih je potem tistih ostalih 70%, ki so okuženi, pa nimajo nobenih znakov in bolezen veselo seveda trosijo naokrog, če se dosti družijo in imajo dosti socialnih stikov. Kakšna so vaša opažanja recimo v tem času? Se je vse skupaj kaj spremenilo, ti simptomi konkretno, ki jih opisujejo vaši pacienti?
Ni se pravzaprav nič kaj dosti spremenilo, zdaj edino mogoče vemo več o sami bolezni in moram reči, da je ta virus SARS-CoV-19 je res en čuden virus, no, čist tak, ker je kot da bi gledal vse viroze, ki smo jih poznali, pa s katerimi smo se zdaj ukvarjali skupaj. Recimo ima tiste znake kašlja, pekočine v žrelu, izcedka iz nosu, povišene temperature, potem ima znake tiste druge viroze, črevesne viroze, kjer so driske, slabosti, bruhanja. Potem ima kakšne drugim znakom bolj podoben, kjer je kaki suhi kašelj, pa huda utrujenost, pa zadihanost, pa vnete oči, pa vneta ušesa, pa kaj te vem, mislim, ogromno simptomov, ampak lahko je samo en od teh, ne. Tako da zaradi tega smo res izjemno previdni in zato se včasih čudijo kakšne mamice, mogoče, ko pridejo popoldan z otrokom ali pa tudi čez dan, no, in jih, čeprav otroka bolijo ušesa, jih vseeno gledamo v kontejneru, jih gledamo v popolni opremi, ker se je kar nemalokrat zgodilo, da so na žalost vneča ušesa bila edini simptom, ne, bolezni. Tako da res zelo, zelo, zelo široka klinična slika in nekako moram tudi to povedati, ne, da vidimo, recimo pride bolnik, pri katerem smo 100%, da je to COVID. Pa ga testiramo in je negativen, ne, ampak po vseh priporočilih stroke nam tisti negativen bris na žalost nič ne pove, ne. Je kljub temu, da je bil negativen, lahko da je bil vzet mogoče na nepravilen način, ali je bil premalo globoko vzet bris, ali je se mogoče virus razmnožil bolj v drugih sluznicah, ki je niže. Tako da, če ima pacient vse te znake, bi naj po vseh nekih merilih dejansko bil tudi COVID, čeprav ima lahko tudi tisti ta pravi PCR test negativen. No, to pomeni, da je sploh težko razločiti, ne, je človek zbolel za običajnim prehladom, gripo. Mislim, Zelo. da torej brez testa ne gre, ne? Pa še to, Pa še to ni nujno, ja. ne? Ja, res je, zelo, zelo, zelo težko, zato nas je tudi, mislim, nas skrbijo ti meseci januar, februar, ko bi naj bilo več gripe, čeprav je bo definitivno manj zaradi naših preventivnih nošenja maske, umivanja rok, razkuževanja, ne, bo vseh viroz manj, upamo. Potem upamo, da bo tudi manj teh rotavirusnih okužb pri otrocih, ki so driske in to, ker tudi tega sploh ne moreš ločiti, potem moraš najprej vsakega testirati. In zaradi tega glih pridejo v poštev hitri testi, ker kadar imamo takega bolnika pred sabo, ki je mogoče celo ogrožen, da bi se mu karkoli stanje lahko fejst poslabšalo, rabiš nekaj, kar imaš v 15 minutah, ne, in potem narediš hiter test, če je pozitiven, veš, v katero smer bo šel, če je negativen, sicer ostaneš previden naprej, ampak vsaj nekaj pa lahko začneš delati tudi še drugega, ne, tako da moram reči, da je trenutna situacija kar težka, ker vsi bolniki, včasih pošljemo bolnika v bolnico čisto z neko drugo stvarjo, ma mogoče, ne vem, je utrujen, pa hkrati najdemo neko stvar, ki nam daje sum na kako drugo bolezen, ne. Ampak na koncu nas pokličejo, ja, pozitiven, COVID pozitiven, in ko začnejo zdraviti COVID, se tudi vse tiste stvari zopet izboljšajo, tako da res čudna bolezen. No, zakaj pa po vašem mnenju, oziroma na to temo sva sicer že govorili, ampak kljub temu morda je kaj več znanega, zakaj nekateri zbolijo bolj, nekateri pa manj? Recimo nekateri imajo zelo hude simptome, ne, s odhodom v bolnišnico, nekateri pa vseeno lažje prebolijo. Zdaj, najprej, ko se je epidemija začela, se je največ govorilo o tem, da zbolevajo bolj starejši, ne. Zdaj vidimo, da to več ni tako, zbolevajo v vseh starostnih skupinah. Potem se je reklo, ja, tisti, ki imajo pridružene bolezni, ne, ampak pridružene bolezni, to dostikrat ljudje mislijo, da so to same, ne vem, rak in to. Ne, pridružena bolezen je že samo povišan tlak, samo debelost, samo sladkorna bolezen, samo kronična pljučna bolezen, ampak ne astma, ampak tista kronična obstruktivna pljučna bolezen. Ampak zdaj vidimo, da tudi temu ni tako, da zbolevajo, hudo zbolevajo tudi mladi, zdravi, ne. Pravijo, da v bistvu leži verjetno odgovor nekje v naši imunosti, v teh naših fiziologiji naše imunosti, da nekateri ljudje imajo pač dovolj nekih protiteles, ki jih zavarujejo pred hudim potekom, drugi imajo tega manj.
Zdaj, zadnje čase je ogromno govora o vitaminu D, recimo, kot o enem pomagalu, ne, s katerim si probamo to lastno imunost mogoče malo okrepiti. Točno, ne, zakaj zbolijo eni tak, drugi drugače, še pravzaprav ne vemo, ne, ker po moje, ko bomo to odkrili, bomo znali bolezni izkoreniniti. Je možno, da je ključ v moči tega virusa, recimo? Ali je bolj močan, ali manj, ali... Ne, pravijo, da virus, pravzaprav sam virus kot virus, se nič ne. Virus ta je celo tako zelo, kako bi rekla, zelo zanimivo sestavljen v tistem svojem. In sicer ima pač vsak virus je sestavljen tako kot človeško telo iz enega vzorca, kako se nekaj na novo, vedno na novo dela. Ne? Tako kot se naše telo v določene snovi se vedno na novo v nas producira, tako se tudi virus ostaja živ. In ta virus ima eno tako neverjetno stvar, da ko bi začel malo slabeti, kot je recimo SARS virus pred tem, je začel sam od sebe slabeti. Ko ta virus začne slabeti, se mu vklopi en mehanizem popravljanja in ga ponovno popravi in je zopet takšen, kot je bil. Tako da, neverjeten virus in nažalost ni verjetno problem virusu, bolj je problem v vsaki posamezni osebi. No, govori se torej tudi o mutaciji tega COVID-19, se torej že pojavlja 20, 21, koliko je to raziskano, ne? To se zdaj o tem več govori, no, čeprav se mi zdi, da trenutno so vse raziskave fokusirane v COVID-19. Res je, da tudi ta COVID-19 ima neke regionalne, mogoče malo značilnosti, ampak to niso prave mutacije, ampak bolj, ne vem, v enem delu, vem, v Ameriki je bil virus malenkost drugačen, mislim, isti virus, ampak delal je predvsem več strdkov in predvsem več črevesnih stvari. Tudi tu pri nas v Sloveniji je bil na začetku malenkost drugačen, kot je bil, ne vem, nekje na severu Evrope. Ampak to so take nijanse, ni to tako zelo različno. Seveda ti virusi za naprej, verjetno bo kot virus recimo gripe, ki se vsako leto spremeni, zna biti, da bo tudi s tem virusom tako, ampak srčno upamo, da ne. Ker zdaj nam je prioriteta, da najdemo cepivo najprej za ta virus, da lahko to zajezimo in potem se bo treba zopet ukvarjati z naslednjim. No. Je pa res, da zdaj, če mogoče kar prideva na ta ljuba cepiva, ki jih vsi tako silno čakamo in ki so pravzaprav v tem trenutku edina rešitev situacije, so res v rekordnem času bila producirana. No. Te faze, ki drugače trajajo in trajajo, faze preskušanja. Zdaj so se naenkrat vložili ogromni denarji, da se je to vse delalo skoraj dobesedno hkrati. Ogromno prostovoljcev na svetu se je javilo, da so bili v bistvu poskusni zajčki za to. Obetajo se nam 3 neka taka zelo verjetno učinkovita zdravila, ampak moram reči, da prav tehnologija pridelave tega cepiva je popolnoma nekaj novega in res, tako zdi se mi prav, no, ker vem, da edino znanost bo rešila naš svet, edino znanost in znanstveniki so tisti, ki lahko svet vrtijo naprej. Vse ostalo mora znanosti slediti in zato me tako moti, moram reči, no, da smo, zdravniki probamo biti zelo potrpežljivi z vsemi temi izjavami o teorijah zarote, o ne vem, vsem, ne. Ampak se mi zdi, da zdaj nam pa že malo ta potrpežljivost popušča in postajamo kar, mislim, nam že gre prav včasih na živce neke take stvari in se mi zdi, da res ljudje bi morali zaupati znanosti. Znanost ni zato kar nekaj, ne. Zakaj hodimo v šolo? Zato, da se nekaj naučimo in da nekaj znamo in da se neko znanje nas pelje naprej. Tako da zdaj je rešitev situacije v celem svetu samo v znanosti in samo v teh cepivih in upam, da bojo učinkovita. No, kaj je torej ta cepiva vsebujejo? Vam je znano? Ja, čisto natančno zdaj glih ne vem, ampak zdaj ta cepiva se delijo na RNA in DNA cepiva, to so pač ti zapisi genski, ki so v samem virusu in se potem tudi različno v našem telesu potem vpletajo v neki imunski odgovor. V glavnem, mi z temi cepivi spodbudimo to, da naše telo ali začne producirati dovolj protiteles, da se temu upre,
ali pa pač take neke snovi se začne naš stvoriti, ki ta virus onesposobijo. Koliko vem, ampak nisem pa zdaj prepričana, je tudi eno od cepiv v obliki pršila nosnega se celo razvija, tako da bo tudi zelo enostavno za aplikacijo. Eno od cepiv je sicer na žalost zelo občutljivo in ga treba hraniti na minus 80 stopinjah, tako da to cepivo, če bomo dobili prvo, bo kar velik zalogaj že glede same, kako cepiti, ne? Kje imeti hladilnike, kakšne hladilnike, kako to prevažati naokrog, tako da, ampak verjamem, da se bo to vse nekako poskrbelo, da bojo naše vlade za to poskrbele, no? Ker je to v interesu predvsem politike in gospodarstva. No, nekje smo slišali na minus 80, ne, da so obstojna cepiva, ker to je pa... Ne vsa, ampak to, ki ste zdaj, ki ga Pfizer producira, to je potrebno, da je na minus 80 stopinjah skladiščeno, medtem ko drugo, ki ga eno drugo ameriško podjetje Moderna je predstavilo za javnosti, je pa čisto kot vsa klasična cepiva na 5 do 8 stopinj. No in kakšne so po vašem mnenju, kakšne so razlike med temi cepivi? Torej 3 vrste, ne, so sedaj aktualne? Ja, v bistvu razlike so samo v tem, ali so RNA ali DNA, ni drugih razlik. Zdaj, točne tehnologije, nažalost, ne vem jaz, ne vejo samo res ti znanstveniki, ki so jo sproducirali, ampak zdaj predvsem na nas je v tem, da temu zaupamo, da znanstvenikom zaupamo in da se pravzaprav čim prej cepimo. Kakšno pa je vaše mnenje? Kam bomo prišli s tem virusom? Torej, sedaj so ukrepi takšni, da je v bistvu vse zaprto, ne? Vse stoji, večina, torej, kaj nas čaka po vašem mnenju? Po vaši presoji, po vaših izkušnjah? Ja, zdaj izkušenj pravzaprav s tem nimam, ne? Jih verjetno nihče od nas nima, ker te takšne epidemije, malo ljudi je živih iz leta 1918-20, ki so eno tako epidemijo dali skozi. Zdaj, jaz pač kot nek naravoslovec seveda zaupam, tako kot sem že večkrat povedala, ne, znanosti in tem teorijam modelov, ne. Zaenkrat nas ne čaka nič dobrega še, no, zato ker smo kar precej zamudili z popolnim zaprtjem države. In verjetno bi morali biti ukrepi dosti strožji, dosti prej, bi lahko trajali krajši čas in bi imeli definitivno manj obremenjen zdravstveni sistem in na koncu manjše število mrtvih. Po nekih napovedih teh matematikov, ki se ukvarjajo s temi številkami, nas čaka še kar nekaj smrti in kar močno obremenjen zdravstveni sistem, še nekaj časa, tudi če se ne okuži noben več izmed nas na novo. Tako da je to kar en taki podatek, no, ki ni preveč fajn. In seveda ziher se bo še kdo na novo okužil, tako da jaz mislim, da lahko pričakujemo do cepljenja, bo kar verjetno bo situacija še kar vedno slaba. Vi morate vedeti, da zdravstveni sistem v Sloveniji je bil že prej, kako naj rečem, no, ne preveč v dobrem stanju, ne. Sploh določene veje, recimo primarna zdravstvena dejavnost, kot so zdravstveni domovi, družinska medicina, potem bolnišnične dejavnosti, same oprema bolnišnic je bila že prej v Sloveniji relativno slaba v primerjavi z EU. In seveda se to zdaj v taki krizni situaciji kaže toliko bolj. Moram pa res reči, in to lahko rečem res vsem ponosom, no, da zdravstveno osebje po celi Sloveniji čudežno funkcionira. Delamo vsi preko vseh normalnih ur, časov, vsi pomagamo vse povsod. In že prej se mi zdi, je zdravstveni sistem slonel na nekem entuziazmu ljudi, ki so tam delali. Zdaj je to seveda še toliko bolj prisotno. Res prav vidiš, ko pripelješ, ne vem, jaz ko pripeljem bolnika v katero od bolnic, ne, UKC Maribor, bolnica Ptuj, bolnica Rakičan, ljudje so silno utrujeni, zdelani, so že včasih po 48 ur, niti prav pili in jedli niso. Ampak nekako ena taka energija pa še je v ljudeh, no, da more iti na boljše, ker vsi kome čakamo, da se nekaj zgodi v dobro smer. Mislim pa, da ne glede na vse ukrepe, ki jih imamo,
nas čaka še kakšna 2-3 mesece, kar po mojem malo hujšega stanja. No. Upajmo pa, da se bo v kakih 2-3 tednih vsaj nekje zravnala ta krivulja, no. In da bo več odpustov, kot je sprejemov v bolnišnico. Da si lahko malo predstavljate, ne, ker dostikrat slišim, ne, pa kaj je za to strašnega 40 smrti na dan. Zadnjič je ena pacientka to komentirala, me češ, ne, pa to so itak sami starejši ljudje, pravilno potem še reče, ki bi itak umrli. Ne. Ni res, ni nujno, da bi glih za vsi umrli, vsi starejši ljudje še vedno lahko se igrajo, še leta za svojimi vnuki, še vedno kvalitetno živijo. Poleg tega pa ni problem v tem, ne. Problem je, veste, v tem, da se vam lahko zgodi prometna nesreča, stari ste 20 let, prometna nesreča sred Ormoža in ne bo za vas prostora nikjer, ne, in vam ne bo mogel nihče več pomagati, nihče vas priklopiti na respirator, nihče vam nuditi osnovne tiste pomoči, ker enostavno ni ljudi in tega mogoče se to premalo poudarja. Mi se bojimo vsega tega in res delamo zdaj vsi z nekimi že nadčloveškimi napori, da vzdržujemo, da vsi, ki vsaj bolj nujno rabijo trenutno zdravnika, vsaj še lahko nekaj dobijo. Ker lahko pridemo celo do, če ne bi bilo zdaj tega lockdowna, kot ga imamo zdaj, bi se zgodilo to, da ne bi mogli niti tistim nujnim vsem pomagati. In to je pa potem res, to je tisti zlom zdravstva. Saj mi bomo vsi to preživeli, ne. Mislim, zdravstvo kot zdravstvo bo preživelo, ne more propasti, ampak če pa ti ne moreš pomagati tistim, ki imajo neko nujno stanje, pa so drugače zdravi in ne moreš rešiti življenja, ki bi ga lahko za svojim znanjem rešil relativno enostavno, to pa je potem problem, ne. No, rešitev torej za vse je torej cepivo. Ki bo torej spomladi najbrž, ne, možno, dosegljivo, torej uporabno. Na kakšen način pa torej se bo to delilo, no? Cepilo ljudi, se že to kaj govori o tem, kako je kaj znanega? V bistvu se pripravlja vlada in NIJZ skupaj pripravljata načrt. Upam, da bo res to načrt, ki bo res jasen in eksakten, točno kdaj, kje, kako in koga se bo začelo cepiti. Jaz mislim, da se bo, predvidevam, da se bo cepili domi za ostarele, potem zdravstveno osebje v teh najbolj kritičnih delih, potem pa bo verjetno šlo na te starostne skupine. Po 65. letu, potem pa se bo verjetno to, glede na to, koliko cepiva bo na razpolago, nižalo navzdol. Tako si jaz predstavljam, no, ampak je pa, videli bomo, ko pride cepivo, bi naj bil zraven tudi natančen načrt, kako to izvesti. Kar se tiče cepiva, bo torej to cepljenje preventivno ali ga bodo deležni tisti, ki so morda že bolni, ki so okuženi z virusom? Ne, cepljenje bo preventivno, ne. Cepljenje pravzaprav zmeraj je preventiva, ker vsako cepivo rabi nek čas, da začne delovati. Zato, ko si že enkrat zbolel, je praviloma že prepozno, ne. Pri večini cepiv je to že prepozno. Tako da bo to za tiste, ki še niso zboleli. So že lahko okuženi, ampak niso še zboleli. Mi vemo, da se zdaj bolezen se tam nekje, rečemo, 5. do 7. dan po okužbi se kome pokaže z nekimi znaki in potem 7. dan od tega dne, ko se nam pokaže neki znaki, ponavadi pride do tistega poslabšanja, ne. Tako da imamo tu malo nekaj časa, recimo, da je že okužen, pa še niti ne ve, pa ga cepimo, pa mogoče lahko preprečimo tisto hudo poslabšanje, ki potem pride. Torej, nekega takšnega posebnega nasveta ni, ne, za vse nas, torej, razen tega, da torej še vedno se držimo vseh tistih ukrepov, pazimo torej na se, zaščita, razkuževanje. Pravzaprav trenutno nasvet, bom rekla, kar je, no. In nasvet, ki je trenutno najpomembnejši, je, da če se le da, ostanite doma, ostanite nekje znotraj nekega vašega varnega okolja, čim manj hoditi naokrog, ker je to na žalost trenutno edini način, da se ne prenaša okužba naokrog. Zdaj smo mi vsi tisti, ki okužbo prenašamo, mnogo od nas ne ve, da smo okuženi in fajn se obnašati tako, no, kot da si okužen in kot da ne želiš, da koga drugega okužiš. Ampak res to pomeni, da ostaneš doma. No, tisti, ki so torej se uspeli cepiti proti gripi, so tisti bolj
odporni sedaj na ta virus? Ne. Zakaj je bilo pravzaprav takšno povpraševanje po Ja. cepljenju? Zdaj, povpraševanje je bilo verjetno tudi veliko, zato ker je bilo letos prvič zastonj. Drugače pa ne, nažalost nas nič ne zaščiti pred tem virusom, je pa res, da če pa zbolite z covidom in pa hkrati še z gripo, in gripa je že v Sloveniji, je pa seveda stvar poteka dosti huje in je verjetnost res hudih posledic dosti večja. Koliko smo zaščiteni tisti, ki nosimo očala? Nič kaj dosti, nažalost ne. Če bi imeli pa očala zaprta, ne, kot smučarska očala recimo, potem pa bi bili, ja. Z masko in smučarskimi očalmi bi pa bili kar precej. No, nekje sem prebrala, da smo kar zaščiteni, ne? No, zdaj, ampak veste, ne, zdaj, Ja. virus ne gre v neki liniji, ne, toka, ampak je vse povsod. In če imate tu prostor, ne, potem nažalost ni več to glih tako krasno, no, ampak če bi pa imeli zaprte, pa bi bilo fajn. Smučarskimi očali hoditi naokrog. Ste utrujeni, Alenka, od vsega tega? Ja, malo smo že vsi kar utrujeni, ker smo res non-stop v pogonu, ne. Ampak to je naše delo, ne, to moramo zdržati, ni zdaj sploh, to ni za debata, ali smo utrujeni ali nismo, treba je dati skozi. Kakšno je sicer stanje med zaposlenimi v zdravstvenem domu Ormož? Ja, imeli smo nekaj okuženih, imeli smo kar nekaj karanten, jih imamo vse skozi, ne, zaradi stikov z bolniki, zaradi stikov doma. Tudi ti, ki so bili okuženi, so se okužili v domačem okolju. In smo zelo striktni pri tem, kdo lahko pride v službo. Tako da tu zdaj res zelo pazimo. Lahko pa povem, da imamo seveda v zdravstvenem domu večinoma so zaposleni mlajši ljudje, med njimi so bili pozitivni in so bili kar precej bolni, no. Tako da so kar rabili dolg čas, da so prišli k sebi, no, in eni še prihajajo. No, to pomeni, da se v bistvu ne okužite pri svojem delu, pač pa nekje v okolju domačem. Ja. No, to je Nasploh za zanimivo. zdravstvene delavce to velja, ker vseeno smo mi pri svojem delu relativno dobro zaščiteni. Najbolj smo pravzaprav izpostavljeni mi, ki delamo urgenco, tudi na terenu, ker tam včasih gremo v okolje, kjer nam povejo, ni nič nevarnega, lahko greste, ne, in potem prideš in potem vidiš, da je v bistvu taka stvar. Ampak drugače pa smo mi pripravljeni, smo oblečeni tako, kot je treba biti, in je zato verjetnost okužbe malo manjša. Vsi zdravstveni delavci povsod na svetu se večinoma okužijo kje v svojem okolju. Pa ne zato, ker bi bili tako neprevidni ali karkoli, ampak zato, ker grejo isto kot vsi ostali domov, se dotikajo kljuk, ograj, ne vem, ne, ali pa pride partner ali pa partnerka iz službe okužena, ne. Tako da je to res zelo, zelo, zelo težko se pri tem obvarovati, tudi če si zdravstveni delavec, si tudi samo človek, ne. Na službenem mestu, no, pa smo res zaščiteni in probamo to zminimalizirati. Vas je dovolj v zdravstvenem domu? Pač čutilo se svoj čas pomanjkanje zdravnikov? Kako je s tem situacija? Ja. Morda je to vprašanje za direktorico, ampak vseeno. Ja, ne, saj organiziramo delo mi, ne. Nekako trenutno vozimo s tem, da vsi pokrivamo vse. Moram res pohvaliti našo negovalno osebje, naše diplomirane medicinske sestre, naše srednje sestre, ki brez, kako bi rekla, brez nekega upora, tam, kjer jih rabimo, tam delajo, ne. Jih tudi, moram reči, da je zaključil delo v bolnici Ptuj en naš tehnik, diplomirani zdravstvenik, je pomagal tam, mislim, 10 dni. Predtem so že drugi pomagali po domovih, no, tako da tudi posojamo, da probamo biti vsem na razpolago. Tudi zdravniki hodimo na Ptuj pomagati, ne, v covid. Tako da vsi delamo vse, kjer le lahko pomagamo, probamo biti na voljo. Tako da res moram reči, vsa pohvala, no, vsem našim zdravstvenem domu. Trenutno je torej tako, kot je, pravijo, da bi nekje okrog Božiča oziroma tisti čas novoletni, da bi se vse skupaj malo sprostilo. Je to možno, je priporočljivo po vašem mnenju? Jaz iskreno upam, da bo tako, da bo malenkost lažje za Božič, čeprav že zdaj kar prosim najine gledalce, no,
Tako kot je bilo treba 1. november letos preživeti drugače, bo treba tudi letos Božič preživeti drugače in novo leto preživeti drugače. Neka velika druženja so samo nova valilnica virusa in res treba bo enostavno, dokler ni cepiva, živeti malo drugače, kot smo bili navajeni. Ena oddaja to leto naju še torej čaka, 3. petek v decembru, tako takrat se bo že spet vedelo nekaj več. Hvala za vse, kar ste nam danes povedali. Vprašanja so bila malo vseeno drugačna, ne? Nekako si človek ima veliko vprašanj, veliko takšnih, ki torej, kar se tičejo predvsem cepiva in teh novih dognanj. Tako da hvala lepa za danes, želimo vam veliko uspeha pri delu in ja, nekje še torej jemljite to energijo. Bomo zdržali. Hvala lepa in srečno. Hvala vam, srečno. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Alenka Simonič je bila to doktorica medicine, specialistka družinske medicine. Še en 3. petek nas čaka v tem letu s upanjem seveda, da bo takrat že bolj ta najin pogovor optimističen. Vse dobro vam želimo in pazite nase.